Včasih sem bil tako, da sem na sprehodu si hitro ponavljal besede in potem, ko sem prišel domov, sem hitro napisal, ampak velik rim sem potem izgubil. Zdaj pa si zadnje čase kdaj tudi vzamem kakšen tak majhen listek, pa si potem samo zapišem recimo rime in potem, ko pridem domov, napišem še ostalo, da ne pozabim. Meni je smisel pesmi to, da se rima, ne, ker potem je pač najbolj taka vezana beseda in se najlepše sliši in tudi, če že berem kakšno pesem, mi je bolj všeč, da se rima. Pisati je začel v 3. razredu. Začel sem pa pisati, recimo, ko sem bil jezen ali pa žalosten, pa sem samo pač spravil pač prve besede na papir, potem sem pa opazil, da se je rimal, potem sem pa vedno bolj probal to naprej še razvijati. Izkazal se je že na številnih natečajih, pri tem ga spodbujajo starši in učiteljice. Takrat, ko natečaj nima določene teme, je pisanje lažje, pobrska lahko tudi po svojem arhivu. Če je pa bolj taka specifična tema, recimo zdaj je bil en zgodovinski natečaj, si pa pol pač pogledaš malo, tudi pogledaš podatke, pa še lepo napišeš. Vesel je nagrad in priznanj. Najlepša mi je bila pa neka nagrada, ker sploh nisem dobil v bistvu nagrade. Je bilo enkrat, ko si mogel neko knjigo opisati in sva poslala potem z mami tisti avtorici. Mi je ta v bistvu ilustratorka potem narisala 2 sliki, pa mi jih je potem poslala. Pa je zelo lepo narisala, pa je bilo tisto v bistvu najlepše, čeprav ni bila nagrada. Ob rojstnih dnevih in praznikih napiše zabavne pesmi tudi za prijatelje in družino. Včasih sem mislil, da rabim samo jezo za to, da lahko kaj napišem, pa pač žalost, pa sem takrat tudi najbolj napisal. Pol sem pa počasi ugotovil, da lahko tudi za te natečaje, ko imaš pač dodeljeno temo in ne moreš pač iz jeze pa iz žalosti. Potem sem pa ugotovil, da tudi to lahko, čeprav še kar so pa najboljše pesmi tiste, ki so pa pač iz nekih čustev.